Prav lepo pozdravljeni, hvala, ker ste se odzvali našemu vabilu za tole predavanje. Hvala v prvi vrsti tudi, da ste otroke prijavili na ta tabor. Mi smo se res 10 dni trudili, da smo jim pričarali nepozabno vzdušje, izobraževali smo jih na področju prehrane, gibanja, pozitivne samopodobe in tudi krepili smo socialne interakcije med njimi. Povedal bi tudi, da so bili z nami, je bilo 20 otrok z motnjami v duševnem razvoju in so se zelo dobro smo sodelovali, vklopili, bili smo v bistvu ena velika družina. V tem trenutku bi se tudi zahvalil ekipi. 18-članska ekipa je skrbela za 45 otrok, kar je izven vseh normativov. To pa zato, ker smo hoteli res narediti celosten tabor in narediti en tak temelj, da bomo lahko drugo leto spet naredili še bolj, še za več otrok. Tako da zdaj, jaz ne bi dolgovezal, najprej si boste pogledali en video, ki je v bistvu predstavlja eno dogajanje. Ta video v bistvu smo snemali, ko smo imeli, mislim, da 5. ali 6. dan lov za zakladom. Zdaj malo zvočnik bomo mogli vmes preklopiti, da boste slišali. V glavnem, uživajte. Potem imamo pa še eno presenečenje. Ni še konc videa, moraš nadaljevati se.
Ok. No in nagrada je bilo poletno cankanje, ki smo ga imeli dvakrat, danes in pred 2 dnevi in moram reči, da so otroci zelo uživali. Ok, zdaj pa tisto presenečenje, ne? Ena izmed delavnic je bila tudi delavnica plesa, plesna delavnica in preko plesa se ljudje telesno izražamo, se sprostimo, ne? Ples je že prisoten od pradavnine pri ljudeh, ne? In to je v bistvu neke vrste sprostitev. In zdaj prosim, če ostanete in se obrnete in imamo za vas plesni nastop. Ok, stopite otroci skupaj za eno fotografijo, da lahko starši vas slikajo. Vsi skupaj se postavite. Dajmo, vse znamo, vse smo se 100krat slikali. Ajde, učitelji zraven, ajde. Kaj boš povedal? To bo jager, to bo lovec. Ja, Klemen je lovec, če še ne veste. Moj stic, Ciril. Ok, živijo. Ciril. Je mogoče tukaj? Ok, pomahamo. Jager, lovec. Ok, zdaj bi še se jaz samo zahvalil našim sponzorjem in donatorjem, ki so sploh omogočili vse to, kar ste danes doživeli, pa vse to, kar so otroci doživeli.
V prvi vrsti gre največja zahvala Merkur zavarovalnici in trgovini Hofer. Potem je tukaj Specialna olimpijada Slovenije, to je društvo Specialna olimpijada Slovenije, ki skrbi za otroke in odrasle z motnjami v duševnem razvoju. Potem je tu Rotary klubi, 3 Rotary klubi so pristopili, in sicer Rotary klub Nike, Rotary klub Logatec in Rotary klub Brnik. iMedic, sem še koga pozabil? Se lahko pogledam še tule, da nam se zmotil. Rogla nam je šla zelo naproti, oglaševalska agencija Red Orbit nam je cel internet marketing pokrila, potem imamo še Saša Inkubator, Nepremičnine Janko in Maredo Šport, to je pa mislim, da to. V teh verjetno ste opazili, da je bil naš projekt zelo, zelo dober in tudi mediji so nas opazili in v teh 10 dneh so bili tukaj Pop TV, RTV, danes je bil Planet TV, za Štajerski val smo dali izjavo, tako da za tak tabor je bilo res veliko zanimanje in mislim, da smo na pravi poti in zaključujem pa s tem, da ste vabljeni, da prijavite otroke tudi drugo leto, mogoče v malo drugačni obliki, da imeli 1 teden, 2 tedna ali pa 3 tedne možnost, da so tukaj otroci in vsako nedeljo bodo predavanje za starše. To je z moje strani vse, hvala, ker ste prišli in se vidimo. Predajam besedo Niku. Hvala Marko za tabor in za to, da si nas vse nabral skupaj. Jaz bi se še preden začnem enkrat zahvalil celi ekipi. Mislim, da smo res dobro sodelovali in zdaj nekako prišli do tega zaključka, ki bi ga radi tudi delili z vami. Če ste bili že prejšnjo nedeljo oziroma v petek tukaj, ste slišali prvo predavanje, danes smo pa nekako probali to stvar malo nadgraditi, pa se malo usmeriti v tisto ključno stvar, se pravi v pot domov in življenje naprej doma. Kaj smo mi v bistvu na taboru dejansko skozi počeli? Nekako smo se osredotočali na 3 glavne stvari, ki naj bi gradile zdrav življenjski slog. Se pravi, najprej na zdravo prehrano, ki gre z roke v roki, z gibanjem, in pa mi smo imeli tukaj delavnice prijateljstva, gre pa v bistvu za psihično in za duševno podporo vsem, ki jo pač vsak človek tudi potrebuje. Zdaj, če bi začel, pa če gremo kar lepo počasi naprej, a ne? Mi smo zdaj postavili neke temelje, mi smo otroke naučili, oni so z nami skupaj sami pripravljali zdrave obroke, z nami skupaj so se gibali, mi smo jim probali biti tukaj zdaj 10 dni vzor. Zdaj bi pa radi, da to vi prevzamete in da jim to ste vi vzor naprej, ko bojo šli čez leto, a ne? In tukaj jim bodite vzor in v zdravi prehrani, in v tem, da se gibate z njimi, in v tem, da jih spodbujate in razumete. Rad bi poudaril, da debelost je problem, ki je zelo lahko rešljiv. Vzeti si morate samo čas in voljo. To ni nič napačnega, nič ni narobe s tem, če si bolj močen po naravi, če se zdravo prehranjuješ, pa zdravo gibaš, se da to popraviti, pa tudi, če se vizualno toliko ne pozna. Važno je, da se pač počutite tako. In zdaj pa, da bi mogoče bilo doma malo lažje, sem jaz to predavanje probal malo razdeliti na te 3 stvari, o katerih smo se mi na taboru največ pogovarjali. Pa bi začel kar zdravo prehrano. Tule sem vam pripravil eno piramido, kako naj bi vaša hrana oziroma vaši obroki čez dan izgledali. Zdaj, če začnemo čisto dol spodaj, imamo narisane ene teniske, pa uteži pa to, s tem mislimo predvsem na to aktivnost. Se pravi, zdrava prehrana in pa aktivn življenjski slog gresta skupaj in na aktivnost smo potem vrli malo kasneje. Potem pa, če gremo naprej na prehrano. Se pravi, vsi načeloma poznamo, da imamo 3 velika makrohranila, potem pa še mikrohranila. In ta makrohranila nekako razdelimo na maščobe, na beljakovine in pa na ogljikove hidrate. In čisto za eno primerjavo, vsako živilo v sebi ponavadi vsebuje vsa mikrohranila, s tem, da vsebuje enih več kot drugih. Naprimer, avokado vsebuje 75% maščob, vse ostalo se potem razdeli na beljakovine pa na ogljikove hidrate. Banana pa vsebuje 95% ogljikovih hidratov. Se pravi, tukaj malo vidimo, zakaj je pomembno, da jemo različno hrano, da zadostimo vsem našim potrebam. Na tej piramidi čist spodaj so narisane tiste stvari, ki naj bi jih uživali največ. Se pravi, zelenjava, sadje, zdrave maščobe. Tu so tiste nenasičene in večinoma rastlinskega izvora in ne živalskega.
in pa polnozrnata žita. Probamo se čim več izogibati belem kruhu pa navadni pšenici. Potem, če gremo eno stopnjo višje, so stvari, ki so že bolj bogate z beljakovinami in z maščobami. Ampak to so te, kako imane, zdrave maščobe. Zdrave so tiste, ki so nenasičene, tako si najlažje zapomniti, niso sitne, niso nasičene. In pa beljakovine. Beljakovine, zelo dober vir beljakovin je belo meso in pa ribe. Jaz verjamem, da vsi jeste morsko hrano, ampak verjetno kak dan premal. Vsaj 2-krat na teden bi bilo fajn, če bi bila, če ne večkrat na meniju, pa vem, da se včasih tega ne da držati. In potem gor, ko gremo naprej, imamo mleko in mlečne izdelke in čist na vrhu, trovna češnja na torti, to pa naj bi predstavljali ostali sladkorji, bel kruh, maslo, tiste stvari, s katerimi, ki so nam sicer najbolj dobre, ampak ki so nam načeloma najmanj potrebne za tisto, kar naše telo potrebuje. Zdaj pa smo šli samo še enkrat, to je samo malo napisano to, da boste mogoče lahko tudi kaj prebrali, na ta makrohranila. Se pravi, ogljikovi hidrati, čeprav mogoče v zadnjem času veliko slišite o njih, pa kako si jih treba v različnih dietah izogibati, so še vseeno glavna sestavina naše prehrane. Ampak zaužijete jih že z normalno hrano, tako kot smo prej povedali na začetku. Predstavljajo nekako tja do 60% naše energije, ki jo zaužijemo s hrano. Se pravi, večinoma predstavlja energije ogljikovi hidrati. Pomembno je, da mi jemo tako imenovane kompleksne ogljikove hidrate in se izogibamo tem navadnim sladkorjem. Kaj mislimo z navadnimi sladkorji? Je predvsem tisti bel sladkor, pa sladkor v vseh torticah, vseh sladkih pijačah, v Coca-Coli. Tam noter je ponavadi vključen navaden sladkor. Medtem ko pa so kompleksni sladkorji noter prisotni v sadju, v polnozrnatih žitih in fajn je, da se tega čim bolj držimo. Naslednja stvar, ki je pomembna, so proteini. Proteini gradijo naše telo tako kot voda in so ključni za imunski sistem, za mišično maso in za obnavljanje našega telesa. Zato je fajn, da zauzijemo veliko beljakovin, a ne, beljakovine predstavljajo tam okoli 20% tudi našega vnosa in nekako jih probamo zaužiti z oreščki, špinačo, z ribami, z belim mesom. In zadnja stvar, maščobe. Zdaj, velikokrat se sliši, da maščobe so tiste, ki se jih je treba res bati, ampak temu ni tako. Bati se moramo tistih industrijskih maščob in maščob, ki se nahajajo v že prej pripravljeni hrani, maščob, ki se uporabljajo pri cvrtju, se pravi živalskega izvora in pa tistih, ki grejo iz industrije ven. Če kupite vi že zmrznjeno hrano, naprimer one pohančke ali pa karkoli, tukaj te vsebujejo veliko teh tako imenovanih transnasičenih maščob, ki so slabe za nas. Medtem ko pa tako prej omenjeni avokado, ribe, orehi pa razna semena pa vsebujejo veliko število zdravih maščob in so pomembni, zaradi tega, ker z maščobami v telo vnašamo tudi vitamine, da niso samo slabe stvari. Poleg makrohranil imamo tudi mikrohranila, tukaj se dolgo ne bomo zadrževali, to so vitamini in minerali in kar se tiče vnosa le-teh, si sam preverite spodnjo vrstico. Raznolika prehrana vam bo pokrila vnos vsega, kolikor rabite. Ne rabite prehranskih dopolnil, razen če ima kjer kakšne posebne potrebe, da česa ne more zadostno vnašati vase. En hiter povzetek, kako se lahko držimo tega, da bomo zdravo jedli. Hrano pripravljamo doma, s tem se izognemo vsem tem transmaščobam pa tem industrijskim maščobam, ki jih dobimo v prej pripravljeni hrani pa v restauracijah. Osnovo, se pravi večino na meniju ne predstavlja sadje in zelenjava pa beljakovinski izdelki. Zaradi tega, ker tudi v njih dobimo že veliko ogljikovih hidratov. Primer je bila recimo banana, ki jih ima zelo veliko. Uživamo te nenasičene maščobe in se izogibamo industrijskim. In pa dve mogoče taki pomembni stvari, na katere bodimo malo pozorni. Probamo omejiti vnos prostih sladkorjev, se pravi ne vseh ogljikovih hidratov, ampak samo tistih sladkorjev, ki jih mi zavestno dodajamo hrani. V pijačah, v torticah, v sladkarijah, v sladicah. Probamo jih omejiti na cca 50 gramov, tako nekako za primerjavo, da imate malo občutka, to je 12 čajnih žličk. To je kar nekaj sladkorja. Približno polovica toliko se ga nahaja pa v pol litra Coca-Cole, če kjer ga zanima. Tako da malo za primerjavo. In pa
Probamo omejiti vnos soli, ker sol je tudi zelo povezana z tolo hipertenzijo, se pravi povišanim krvnim tlakom, kar verjetno že veste. Naj bi jo probali omejiti na 5 gramov na dan. To so samo priporočila. Nihče se jih ne drži popolno, ker je to skoraj nemogoče, probate se jih pa držati, ne tako kot ostalih pravil. Gremo kar naprej na drugo stvar, da ne bomo predolgi. Druga stvar je gibanje. Pri gibanju vsi veste, zakaj se gre, jaz bi rad poudaril samo eno pomembno stvar. Da je gibanje učinkovito, ne rabi biti to oblika treninga, lahko je oblika igre, lahko je prosto gibanje. Pomembno pa je to, da mi se gibamo tako, da nekaj naredimo za telo, da dvignemo naš srčni utrip, tako kot piše tukaj nam, tam okoli vsaj 60% naše maksimalne vrednosti. Spodaj sem dal še formulo, kako se to zračuna, se pravi, če si star 20 let, je 60% od 200 utripov na minuto, tam okoli 120. Če se dvigne srčni utrip na ta nivo, potem se mi ponavadi tudi preznojimo in to šteje za tisto fizično aktivnost. Sprehod po naravi ali pa po dolini, gor pa dol, ni fizična aktivnost. To je nekaj normalnega. Se pravi, da se človek sprehaja normalnega. Vsaj lahko tek ali pa sprehod v hrib. Mora predstavljati en izziv, en majhen napor za telo, da je učinkovit. Zato se probamo na dan gibati vsaj 1 uro. Ja, 5-krat na teden po 1 uro, da se nekako na priporočila, ki bi jih mogoče probali upeljati v svoj delovnik. Velikrat ni časa, velikrat se ne da zaradi napetega življenjskega ritma, ampak probate potem za vikend nadoknaditi kak minus, ki ste ga naredili čez teden. Tako, zdaj pa sam na kratko par pozitivnih učinkov gibanja za vaše otroke in pa tudi za vas. Zdaj pa otrocih, ki se z igro, seveda pa športom učijo in pa pridobivajo na motoričnih sposobnostih, na koordinaciji. Če se gre pelje tudi malo tekmovalnosti, se naučijo soočati z porazi, pa z uspehi in z neuspehi, naučijo se avtoritete, če imajo kakega sodnika kdaj kje, pa kaj morajo poslušati, kar tudi vam kot staršem ne škodi, pa ali doma, in pa krepijo svoje telo, kardiovaskularni, endokrini in pa pulmonalni sistem, se pravi v bistvu vse notranje organe. Medtem ko pa potem, če se otroci veliko gibajo, to v veliki večini prenesejo tudi v odraslo dobo. V odrasli dobi se pa gibanje in telesna aktivnost, pa predvsem zdrav življenjski slog, kaže z manj temi boleznimi, kot so debelost, osteoporoza, diabetes. Zato je fajn, da se ga res držimo in da se ga probamo navaditi in da se ga vi probate držati s svojimi otroci. Ena izmed stvari, ki je v današnjem svetu tudi zelo pogosta, je depresija. Veliko ljudi se z njo sooča, čeprav to mogoče ni tako javno znano, in šport deluje tudi kot odličen antistresor. Ob gibanju se sproščajo endogeni hormoni, endonefrini, ki pa povzročajo nekako občutek zadovoljstva, tako kot hrana, in je zato super, se ponavadi po športu ljudje dobro počutijo. No. Ena zadnja, zaključna misel, preden greste. Najbolj zdrav je postopen prehod. Če vi niste zdaj nič gibali, ne more noben pričakovati, da boste pa zdaj začeli 5-krat na teden po 1 uro maksimalno gibati. Začnite 2-krat na teden, začnite povišati to na 3-krat, probite na 4-krat. Če ne morete, se probite čim bolj približati tej številki. Isto je s hrano. Nihče ne pravi, da morate skozi jesti to, o čemer smo danes govorili. Če si kdaj privoščite sladico, tortico, pico, pomfri, s tem ne bo nič narobe. Sam to ne sme predstavljati vaše osnove, vašega vsakdanjika. Ko boste enkrat začeli delati spremembe, se boste počasno na njih navajali in boste, tako kot so otroci tukaj v 10 dneh opazili, da stvari čisto dobro laufajo tudi z malo bolj zdravo hrano. Da ta malo bolj zdrava hrana v bistvu sploh ni tak finančni zalogaj, kot se mogoče na prvi pogled zdi, ampak je v velikih primerih še kak cent cenejša, kot pa vse sladkarije, in da se s tem, ko zmanjšamo vnos nezdrave prehrane, tudi na splošno bolj počutimo. Mal za razmislek, mal za aktivacijo, pa upam, da ste kaj konkretnega pa pametnega odnesli v telih 15 minut, kar smo za vas pripravili.
Zdaj pa bi rad povabil na oder še Markota, našo drugo zdravnico Ivo in pa Frančka. Franček je bil tukaj zadolžen za tisti tretji del, se pravi za tisto psihično podporo otrokom, pa tudi nam. In bi vas prosil, da če ima kdo kako vprašanje, da ga zdaj lahko zastavite, lahko ga zastavite kjerenkoli od nas in bomo mi to poskušali odgovoriti v najboljši meri. Moj pa to naredili z mikrofonom, tako da bomo mi podali mikrofon tistem, ki bi imel vprašanje, tistega, ki ga ima, pa prosimo, da vstane, pa ga potem zastavi, pa bomo tako malo komunicirali. Hvala lepa. Ok, jaz sem na prejšnjem predavanju je bilo rečeno, pripravite si kakšna vprašanja, tako da verjetno imate kakšna vprašanja. Ok, bo še Franček nekaj povedal. Dragi starši, se zavedate, da imate krasne otroke? Še? In tu bi vas prosil, oziroma prosil, da skupaj z njimi na nek način, bliže, da skupaj z njimi to tudi poskušate zadržati. Se pravi, da se te v prihodnosti potrudili, da bodo vaši otroci ostali krasni. Kako boste to naredili? Ne vem. Lahko dam pa vam par nasvetov. V bistvu dal vam samo 2 nasveta. Prvega je dal že moj kolega sotrpin v tem taboru Nik. Potrudite se za svoj lastni izgled. S tem boste največ naredili za svojega otroka. Druga stvar, drugi nasvet bi bil pa ta, da se čim več pogovarjate z njim. Ampak na način, da ga boste slišali, ne samo poslušali. To je prvo. Da ga boste razumeli, to je drugo. In da ga boste probali tudi začutiti. Toliko sem jaz imel. Hvala, Frank. Boš Iva ti kaj povedala? Lep pozdrav še z moje strani, tisti, ki ne poznamo. Mogoče, da vas sam spodbudim v kakšnem vprašanju, vaši otroci, ki so res krasni, ampak jaz bom zdaj malo strogo rekla, ker sem zelo zadovoljna s tem, kar smo tukaj naredili v 10 dneh. So zelo zbirčni, kar smo mi vedeli, ker če so takšni, kot so z razlogom, niso zaradi tega, ker jejo doma korenček pa vse, kar jim date, ampak ker najbrž imajo radi samo čokolado. Prvi dan mi nismo nobenega ni ciljili, na to sem zelo ponosna, ker je Marko to od začetka že na glas povedal in dosegli smo svoj cilj. Prvi dan so kar malo vzeli malo kruha, ostalo pa nič kaj, tisto ogabno zelenjavo pustili tam na krožniku. Drugi dan podobno, tretji dan že malo manj in veste, kaj se zgodi potem tretji, četrti dan, ko so otroci ves čas aktivni, ne razmišljajo samo o cukru, ne razmišljajo o telefonu, hkrati pa postanejo lačni. Ta pravi občutek lakote se jim zbudi, ki ga ne potišijo s kar eno sladko pijačo. Mi smo jim v sredo zvečer dali pusto ajdovo kašo, navadno zelenjavo z fižolom, paradižnikom, brez mesa, za nalašč. Vse so pojedli. Glejte, ni izgovorov. Potrebno jim je samo dati pester, širok nabor, treba je doma sprazniti ladeljce za svinjarijo, ki jo vsi radi uživamo, in treba se je zavedati, da s tem, ko jim vi nudite pestro prehrano, prehod je težek in mi smo ga absolutno ta težji del že naredili za vas. Če jim nudite zdravo prehrano oziroma pestro prehrano, nepredelano prehrano, vi jim s tem nudite zdravje in s tem, ko jim nudite zdravje, vse ko prej, ko človek postane bolan, ve, kaj to pomeni, pomislite mogoče na svoje sorodnike, ki nimajo tega privilegija, da so več 100% zdravi. To je sreča, to je zadovoljstvo. Otroci niso niti enkrat težili, res, vse so bili zadovoljni, ko smo jim pol pripravili malo zdravo sladico, da smo jih, vse mora biti kakšna izjema, ampak niso bili niti malo tečni, super so bili. Hkrati so pa jedli fižol, boranjo, pohorski lonec, jedli so ješprenj, proseno kašo. A me razumete, kaj vam hoče povedati? Če koga kaj zanima, naj z veseljem vprašamo, kaj se hoče spodbuditi. Marko kot vodja in mi vsi njegovi podporniki smo naredili najpomembnejši korak, vi pa zdaj samo to zapeljte naprej, z lahkoto, samo odločiti se morate. Hvala. No,
Dave, že verjetno kdo se spomnil kako vprašanje, ali smo vse tako dobro razložili, da ni vprašanj? Ok, v redu. Odlično ste upravili delo, moram reči. Jaz bi še res enkrat pohvalil ekipo, 18 nas je delalo, od petka do nedelje, bili smo vsi cel dan z otroci, plesni učitelj, psihoterapeut, 2 zdravnika, vzgojitelj 6, obe moje sestre in moj brat so zraven delali. Imeli smo ogromno enih obiskov, imeli smo delavnico joge, ena gospa je prišla iz Ljubljane direkt za to, imeli smo na obisku Kosmate smrčke iz Celja, iz Kinološkega društva Celje. Na obisku je bila Ajda Smrekar, tisti, ki ste na Facebooku veste, kaj vse smo delali. Pač vsak dan smo nekaj naredili, eno presenečenje jim, lov na zakladom, to ste videli. Otroci so imeli, po mojem mnenju so imeli najboljše počitnice do zdaj, saj tako so povedali. Včeraj smo bili v diskoteki, pač noro je bilo, no samo to vam povem. Mi smo se res zabavali, nič ni bilo težko. Recimo vloga zdravnika na taboru je, da skrbi, če se komu kaj naredi, predavanje o prehrani oziroma delavnica o prehrani, ampak naša 2 zdravnika sta bila z otroci od 7 do 10 zvečer in to za vse isto velja, za čisto vse. Frank je bil isto, cel dan, dopoldne delavnice, popoldne individualne obravnave, poleg vsega je bil pa še vzgojitelj starejši skupini fantov. Tako da smo bili res vseh 18 nas je delali, mislim, cel dan, res, sam smo zelo z veseljem to delali. Tako da še en aplavz za vse, no prosim, evo. No, zdaj sem pa videl eno roko v zraku celo. Jaz bi se vam pa rada v imenu vseh takov, ki smo tukaj in tistih, ki niso tukaj, zahvalila, da ste takle tabor naredili in upam, da vam bo tudi naprej šlo zelo dobro s temi tabori. Hvala. Še eno stvar sem pozabil, zahvalil bi se tudi vživo.si, ki nas sedaj snemajo, in sicer ti posnetki bodo na Facebooku, lahko si boste pogledali predavanje, lahko boste predavanje pokazali prijateljem, sorodnikom, da bo tudi oni videli, kaj vse smo počeli. Tako da zdaj pa vas vabim tjale na zdrav prigrizek. Imamo same super stvari, ki so jih delali otroci sami. Tako da izvolite. Hvala. Ja, še ena stvar, glede fotografij, mi bomo jih sam poslali vsem vam na mail, v WeTransferju boste si jih lahko downloadali, čist simpel postopek. Mi pošljemo link, kliknete gor, si jih downloadate in boste imeli slike iz tabora. Ne bomo devali na USB, ker je pač preveč zamudno. Ok, to da veste. Dobite mail v kratkem.